Pozdravljena, Alja Kapunc-Cvetko. Mi smo prebrali vašo kolumno v reviji Vklop, je bila kar odmevna. Ste mamica, koliko otrok imate? Živjo. Jaz imam 4 otroke, ki so stari 10, 8 in 6 let in najmlajša dober mesec in pol. Dober mesec in pol, čestitke. Torej, potrebujete zdravnike in pediatre, sklepam. Kakšne so vaše izkušnje v zadnjem času s pediatri, recimo? S pediatri zelo, zelo solidne, kar se tiče pa drugih zdravnikov, otorinolaringolog naprimer ali pa stomatolog, smo pa čakali na datum pregleda oziroma datum operacije tudi do 2 leti. Moja izkušnja pa je, da nazadnje, ko sem bila pri ginekologinji za prvi pregled po porodu, sem bila odslovljena, ker nisem imela PCT pogoja. Ponedeljek naj bi, ali pa zdaj lahko rečemo, da bodo začeli veljati to testiranje otrok v šolah. Kaj mislite o tem? Kaj menite o tem? 3-krat tedensko rinjenje palčkov otroka je invaziven poseg otroka, sploh brez prisotnosti starša kot zakonitega zastopnika. In ni v skladu oziroma je v nasprotju s pravicami otrok in s pravicami in dolžnostmi starša, ki jih ima kot zakonit zastopnik do svojega otroka. Starš je odgovoren za svojega otroka. Torej se vam zdi to na nek način nasilje do otrok? Ja, tako kot je trenutno predstavljeno z vladnimi odloki, se mi zdi to nasilno. Moramo vedeti, da otroke ščiti Mednarodna konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah in ta konvencija je nad slovensko zakonodajo in jo je Republika Slovenije tako vsebinsko kot zakonsko ratificirala, torej sprejela, potrdila, priznala. Torej, koliko daleč ste pripravljeni iti za to, da jih zaščitite svoje otroke? Jaz bom svoje otroke ščitila, ker sem njihov starš, njihova mama in sem odgovorna do svojih otrok. In sama bom poskrbela za zdravje svojih otrok in s predlogi, ki jih trenutno predlaga vlada, z vladnimi odloki se ne strinjam. Recimo, da bi bilo zdaj omogočeno v šolah testiranje na pljunk, kaj bi pa v tem primeru storili? Ja, to opcijo puščam odprto in sicer do dopolnjenega 12. leta otrok, o prisotnosti starša, govorim pa seveda o prostovoljnem samotestiranju v domačem okolju. A mislite, da ti naši otroci zdaj, ko preživljajo vse to, bodo imeli kakšne psihične posledice ali morda jih že imajo? Otroci so najšibkejši člen družbe in dela se jim nepopravljiva škoda. Ni povratka, ni ga. To, kar se jim zdaj jemlje, oni ne bodo nikoli dobili nazaj. In ne samo v Sloveniji, tudi drugod po svetu na dnevni bazi pritiskajo nad otroki, sploh trenutno, kar se tiče nošenja mask. Kar se tiče testiranj, bomo v Sloveniji še videli. No, a bi imela mogoče kakšen konkreten predlog za našo vlado pa za svetovne vlade, kaj bi lahko naredili? Kot prvo, šola je izobraževalna ustanova. Šola ni registrirana zdravstvena ustanova. In ni prav, da je naša vlada postavila šolnike v prvo bojno vrsto. S tem se sploh ne strinjam. Jaz kot starš, kot mama si zelo želim, da bi moji otroci hodili v šolo. Ampak ne pod pogoji, ki jih narekuje vlada trenutno z vladnimi odloki. Kot drugo, svetovno znani virologi opozarjajo, da virus bo ostal vedno med nami, ne bomo se ga znebili in da bo ostal del nas. In opozarjajo, da je treba prekužiti zdravo populacijo in opozarjajo, da ne govorimo več o pandemiji, ampak o endemiji. Še to bi dodala, sindikalist Štrukelj je danes na radiju rekel, da kar se tega tiče pri nas, se ne ve, kdo pije in kdo plača. Jaz upam na boljše novosti, tako da pustimo se pozitivno presenetiti. Hvala.